Danes v Pomurskem dnevniku podpisali 2 pogodbi. Koncert zborov in orkestrov. Prihaja sočna vilica. Zapora cest zaradi maratona. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V mestni hiši v Ljutomeru so včeraj podpisali 2 pogodbi. Prva je za komunalno ureditev stanovanjske soseske Juršovka Kamenščak, druga pa rekonstrukcija lokalne ceste Žerovinci-Stara cesta. V ljutomerski občini letos zaključujejo z nizom različnih investicij, pogodbo za 2 izjemno pomembni pa so podpisali včeraj. Prva, torej komunalna ureditev stanovanjske soseske, je pomembna predvsem zato, da mladim družinam, ki iščejo prebivališče v Ljutomeru, to tudi ponudijo. Želijo si namreč, da mladi ostanejo pri njih. To so izjemno pomembne pridobitve, kajti pred 4 leti smo skupaj z občani dogovarjali prioritete po posameznih krajevnih skupnostih in to sta ena izmed teh 2 pomembnih prioritet in jaz verjamem, da se občani tega zelo veselijo, kajti nismo ostali samo pri obljubah, ampak bomo tudi dejansko zadevo realizirali. Vsaka investicija je pomembna zaradi tega, ker prva, se pravi podpis za stanovanjsko sosesko zaradi tega, ker želimo, da naši ljudje ostajajo v naši občini in pa tudi, da spodbudimo prebivalce tudi iz okoliških ali pa od kje drugje, da pridejo k nam živeti. To nam je pomembno, da imamo čim več zadovoljnih občanov. Podpisali pa so tudi pogodbo za rekonstrukcijo lokalne ceste Žerovinci-Stara cesta, saj želijo poskrbeti za varnost udeležencev v prometu. Po drugi strani pa nam je tudi pomembno zagotavljati varnost udeležencev v cestnem prometu, kajti res imamo 300 km cest in je to kar velik zalogaj, da ohranjamo naše ceste v taki kondiciji varnosti. Seveda pa verjamem, da želijo ljudje, da bi pač tudi v prihodnje dobili asfalt, tako da bomo kar mogli načrtovati tudi sanacijo cest in podobnega v prihodnje. Seveda je ob tem pomembno poudariti tudi drugo infrastrukturo, izgradnjo kanalizacije, vodovod smo zelo dobro uredili. In pa seveda tudi moramo zagotavljati pogoje gospodarstvu in pa ostale subvencije našim občanom, da seveda v teh težkih časih ničesar ne dvigujemo. Kot kaže, se v ljutomerski občini v prihodnje obeta kar nekaj novosti. Prihodnji teden bo glasbena šola Murska Sobota pripravila koncert zborov in orkestrov. Več o dogodku, ki bo potekal na Grajski ploščadi v Murski Soboti, pa nam bo povedala profesorica petja in zborovodkinja Gabriela Bratina. Gospa Bratina, lepo pozdravljeni. Dober dan. Povejva za začetek našim gledalkam in gledalcem, zakaj ste se odločili za koncert in zakaj zunaj na ploščadi. Ja. Moram reči, da je to tradicionalni koncert, ki poteka vsako leto, kjer se predstavijo vsi naši orkestri in pa zbori naše šole kot zaključni koncert za šolsko leto in pa seveda tudi promocija za nadaljne vpise v našo glasbeno šolo. Če ostanemo pri teh vpisih, ste tekom let opazili, da ta koncert morda vpliva na mlade, da se potem odločijo za vpis v glasbeno šolo? Sigurno nekaj je na tem. Zato smo se tudi letos odločili, da koncert prestavimo na Grajsko ploščad, kjer je tudi večja možnost obiska, saj dvorana gledališča Park žal onemogoča širši množici obiska našega koncerta, temveč samo tistim, ki pač dobijo vstopnice pravočasno. Povejva, kdo vse se bo predstavil na tokratnem koncertu? Ja, kot vsako leto se predstavita oba zbora, torej otroški zbor in mladinski pevski zbor, potem kitarski orkester, harmonikaški orkester, godalni orkester in na koncu seveda tudi naš pihalni orkester. V kakšni glasbi vse pa bomo lahko uživali? Mislim, da bo program zajemal pravzaprav vse, od klasične glasbe do zabavne glasbe. Povejva, zdaj za konec povabiva naše gledalke in gledalce še na ta dogodek, kdaj točno bo, da bodo vedeli, kam morajo priti, ob kateri uri. Ja, dogodek se bo zgodil 24. maja ob 17:30 uri na ploščadi pred gradom, seveda ob lepem vremenu. V primeru slabega vremena se pa koncert preloži za en teden, torej na 31. maj. Upajmo torej, da vam bo vreme naklonjeno. Hvala za ta pojasnila in obisk v našem studiu. Enako. Mura si je z nedeljsko zmago nad Tabor Sežano zagotovila napredovanje v prvo ligo.
Naslov prvaka pa bodo ta konec tedna proslavili na tekmi Zdravo, zato je vstopnice možno dobiti že v predprodaji. Na Fazaneriji je že v nedeljo potekalo slavje, potem ko je postalo jasno, da se Mura vrača med slovensko nogometno elito. Toda uradno bodo v klubu skupaj z navijači naslov proslavili v soboto, ko jih ob 15:30 doma čaka srečanje s ptujsko Dravo. Najbolj slovesno bo seveda po koncu tekme, ko bo Mura prejela tudi pokaz za naslov prvaka, na tekmi se bo namreč mudila tudi delegacija Nogometne zveze Slovenije. Tudi zato so se v klubu odločili, da vstopnice za tekmo ponudijo že v predprodaji. Ta poteka vsak dan od 14. do 18. ure pri šanku na stadionu. Toda to še ni vse. Za nekaj glasbene uverture bo poskrbela prekmurska godba Bakovci, za obiskovalce tekme pa bo pripravljena tudi pogostitev. Jutri bo na Slovenski ulici v Murski Soboti zadišalo. Na vrsti je namreč prva letošnja sočna vilica. Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota jutri pripravlja prvo letošnjo sočno vilico. Kulinarični dogodek, ki je v prejšnjih letih na Slovensko ulico privabil nemalo ljudi, pripravljajo tretje leto zapored. Začnemo tretjo sezono sočne vilice. Pričakujemo lahko en lep dogodek, veliko obiskovalcev, izvrstne ponudnike in upam, da tudi dobro družbo. Sočna vilica bo tudi letos podobna prejšnjim, se pa obetajo nekatere novosti. Nekako nadaljujemo z konceptom, kot smo ga imeli prejšnja leta, se pravi, imamo 5 ponudnikov hrane, enega ponudnika piva in enega ponudnika vina. Bodo pa letos dogodki še malo dodatno popestreni, tako bo letos na prvi sočni vilici prisoten tudi karikaturist Boris Oblak, ki bo na voljo vsem pogumnim, da se narišejo, ker bo risal karikature v živo. Karikaturist pa ne bo edina novost letošnje sočne vilice. Dogodek bodo namreč za svojo promocijo izkoristile tudi nekatere trgovine na Slovenski ulici, ki bodo tekom sočne vilice svojim strankam pripravile posebne ugodnosti in popuste. Ljudje so že nestrpni, tudi sprašujejo, kdaj se bo dogajanje spet začelo. Radi bi tudi povedali, da so nekako pristopili k samemu dogodku tudi nekateri ponudniki Slovenske ulice, ki bodo pripravili za vsak dogodek posebej tudi dodatne popuste, ugodnosti, vse z nekim skupnim ciljem, da ljudje pridejo v mesto, pridejo na Slovensko ulico in se imajo lepo. Vsem, ki imate jutri čas, pa organizatorji sporočajo: vabljeni torej jutri na prvo sočno vilico, ki se začne ob 10:30 in bo trajala vse do 19. ure. V soboto bodo v času maratona Treh src zaprte nekatere ceste v Pomurju. Zapora bo trajala od 8. do 15. ure. V Radencih se bodo ta konec tedna mudile tekačice in tekači, na vrsti je namreč maraton Treh src. Zaradi tega bodo zaprte nekatere ceste v Pomurju. Od 8. do 15. ure bo zapora na cesti med Radenci in Gornjo Radgono. Popolna zapora mostu na Muri med Gornjo Radgono in Avstrijsko Radgono. Na cesti med Avstrijsko Radgono in Cankovo. Prav tako bo zapora na cesti Cankova, Skakovci, Krajina, Gederovci in na cesti Gederovci, Potrna, Gornja Radgona. Na Sobota Info izbirajo najboljšo pico v Pomurju po izboru bralcev. Svoj predlog oddajte na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo zjutraj in dopoldne delno jasno, ponekod bo zjutraj kratkotrajna megla. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 21 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 17, v Radencih in Murski Soboti 19, v Lendavi pa 20 stopinj Celzija. Jutri bo zjutraj in dopoldne delno jasno, ponekod bo zjutraj kratkotrajna megla. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, torej v Murski Soboti in Mariboru, okrog 12 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 23. V soboto in nedeljo bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Nekoliko topleje bo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale med 10 in 12, dnevne pa okrog 24 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.